Pozdravljeni. Tik pred samim začetkom letošnje sezone svetovnega prvenstva Formule 1 je prišlo do sprememb v samem pravilniku. Danes si bomo ogledali, kaj se je spremenilo in zakaj je bilo to tako nujno potrebno. Mnogokrat sem že poudaril, kako je Formula 1 v bistvu neke vrste džentelmenski šport, kjer se vsi akterji, vsi nastopajoči sami med seboj zmenijo za pravila. Ampak to, da je džentelmenski šport, še ne pomeni, da vsi nastopajoči na vsakem koraku ne želijo pravila rahlo ukriviti, seveda v svoj prid, in ne govorim o nekem izrecnem kršenju, ampak o iskanju tistih določenih sivin. In tu je sedaj logično, zakaj je potrebno konstantno pravila bolje definirati ali pa jih tudi spreminjati. Samo zato, da se ohrani praktično tisti status, ki je potreben za izvedbo svetovnega prvenstva Formule 1. Torej, tik pred začetkom letošnje sezone imamo spremembe tako na tehničnem, kot tudi na športnem pravilniku. Imamo seveda 3 pomembne točke. In prva je tista edina, ki se zadeva tehničnega področja. Namreč prišlo je do nove spremembe pri določanju tistega, kar bi lahko že imenovali afera kompresijsko razmerje. Dobro vam je znano, da je prišlo do nekega kompromisa, ampak sedaj so zopet malce zadeve spremenili in seveda upajmo, da na bolje. Kot v prejšnjem predlogu bo na začetku sezone ostalo vse tako, kot je bilo. Torej, meritve kompresijskega razmerja se bodo izvajale na temperaturi okolice. Ampak to bo veljalo samo do 31. maja. Od 1. junija je zadeva takšna, da bomo imeli praktično 2 meritvi. Prvo v temperaturi okolice in drugo na temperaturi 30 stopinj Celzija. In seveda ti pogoji bodo veljali do konca letošnjega leta. V letu 2027 bo pa veljalo, da se meri samo na temperaturi 130 stopinj Celzija. In mnogi bi lahko dejali, da praktično razen tega, da so datum premaknili iz 1. avgusta malce prej, bistvenih sprememb ni. Zanimivo je nekaj drugega. V nadaljevanju lahko dobimo seveda zapisano, da bo prepovedana uporaba vsakršnega koli mehanizma, ki bi pomagal med samo dirko spreminjati kompresijsko razmerje. In seveda, mnogi bodo sedaj dejali, dobili so Mercedes. Tu je seveda treba upoštevati nekaj. Da je bil sklep sprejet soglasno. Torej, tudi z glasovi Mercedesa, kar verjetno to pavšalno trditev nekaterih postavlja v rahlo drugačno luč. Ampak verjamem, vsi mi smo poslušali razne zgodbe o luknjicah, ki se zaprejo, ko se temperatura dviguje in podobno. Nekaj, kar v realnem svetu je izjemno težko izvedljivo, če ne že nemogoče. A verjamem, da nekateri so znali umestiti skrivne komore,
v glavo motorja z notranjim zgorevanjem bolida Formule 1, kljub ventilom, kljub kolektorjem, kljub seveda vžigalnim svečkam, injektorjem in še bi lahko naštevali. A verjetno v resnici je bilo vse to le plod domišljije, imenujmo jih piscev z izjemno bujno fantazijo. A pojdimo seveda naprej. Tu je treba poudariti, da imamo še dve spremembi na športnem delu pravilnika. In prva se dotika velike nagrade Monaka. In verjetno vsi se bomo strinjali s tem, da so odpravili eno izmed največjih bedarij, ki so se jih izmislili. Tisti obvezni dvojni postanek oziroma uporabo vseh treh mešanic na razpolago med dirko za veliko nagrado Monaka. Po izjemnem uspehu, in dovolite mi sarkazem, na lanski izvedbi monaške dirke, so seveda to idejo hitro črtali iz pravilnika, da ne bi slučajno po nesreči ostala zapisana. Zopet dokaz, kako so nekateri, ki so bili, in upam, da jih ni več v Formuli 1, mislili, da s tem, ko bodo umetno povečali število postankov, se bo tudi dogajanje nekako preusmerilo v tiste bolj zanimive sfere. V resnici se ni, kajti zgodilo se je nekaj zanimivega. Namreč vozniki iste ekipe so sodelovali, tako da se je eden žrtvoval in zadrževal vse za seboj, da je lahko njegov moštveni kolega pridobil prednost. Res pametna ideja, ki so jo znali pri Formuli 1 oziroma pri ekipah pridno izkoristiti, kajti še zmeraj so bili v ekipah korak, dva ali pa celo 3 pred onimi, ki si mislijo, da lahko zadeve spremenijo na bolje. In seveda odločitev, ki jo moramo pozdraviti. Druga sprememba je pa bistveno bolj zanimiva iz našega pogleda. Namreč med kvalifikacijami Q3 se bo podaljšal za 1 minuto. Čeprav v osnovi brez pravega razloga. Res, imamo letos prisotnih 11 ekip, torej 22 bolidov. Ampak sprememba je že tako ali drugače bila upoštevana pri tem, da bodo letos v Q1 izpadli v 6 in v Q2 prav tako v 6. Torej v zadnji del kvalifikacij v vsakem primeru pride le 10 najhitrejših. Zakaj podaljšati zadevo iz 12 na 13 minut? Meni osebno ni jasno. Običajno ima vsakdo na razpolago na koncu kvalifikacij 2 seta pnevmatik oziroma morda celo enega. In 12 minut se mi je zdelo lahko primerno. Dobro, razumem, da če pride do prekinitve, tista minuta lahko bi napravila razliko ali pa tudi ne, kajti nikoli ne veš, kdaj pride na vrsto tista rdeča zastava, ki lahko pokvari vse. Torej, upam, da tu ni bil razlog dolžina prenosa samih kvalifikacij, ampak tudi to bomo videli. To so bile na hitro te glavne spremembe, ki so jih uvedli tik pred začetkom letošnje sezone. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.